No, prvo, drugo, tretje in devetošolci pa se vračate zagotovo. Nekateri že v ponedeljek. Kot ste nam povedali, ste v tem obdobju sicer kar veliko časa porabili za šolsko delo, nekateri celo več kot običajno. Tudi študenti uporabne psihologije Univerze na Primorskem so v tem času študirali. Hkrati pa so pripravili še tole risanko o Lukcu, ki vam je lahko oporo v težkih trenutkih, ter opravili raziskavo o izzivih učenja na daljavo v korona času. Ugotovili so, da vam je največ težav povzročala socialna izolacija. To pomeni, da ste v tem obdobju zelo pogrešali prijatelje, učitelje in da ste se počutili osamljeni. No, zdaj pa je pred vami nov začetek in vsak začetek je težak. Kot nam pišete, vas nadaljevanje šolanja skrbi. Študentka Katja pravi, da je to normalno in vam svetuje, kako se spoprijeti z zdajšnjimi stiskami. Živjo, sem Katja, študentka uporabne psihologije v Kopru. Danes sem za vse tiste, ki se po dolgem času odpravljate nazaj v šolo, pripravila nekaj nasvetov. Najprej bi rada poudarila, da je povsem razumljivo, če se nekateri izmed vas počutite nekoliko zmedeno, morda malček prestrašeno ali pa si niti ne želite nazaj v šolo. Pri tem vam lahko pomaga to, da si večer pred šolo pripravite šolsko torbo, spat odidete nekoliko prej, zjutraj pa ne pozabite na zajtrk. Tako boste v šoli spočiti, pripravljeni in siti, pa vam bo morda malček lažje. Lahko pa se poigrate tudi z mislijo, da je jutri vaš prvi šolski dan. Ali že kaj komaj čakate, kaj boste jutri počeli in koga vse boste videli? Verjamem, da je predvsem tistim, ki sedaj še ne morete v šolo, najtežje. Priporočam vam, da se pogovorite s prijatelji. Na pomoč pa vam lahko s svojimi nasveti priskoči tudi naš Luka. Ne glede na vse, se lahko o svojih občutjih pogovorite s starši, učitelji, brati in sestrami ali pa kar štirinožnimi prijateljčki. Pa lepo bodite!